gradnja kanalizacije in obnova vodovoda, nova igrišča za sevniške malčke, zaskrbljujoče stanje na cestah. Dober dan. Na Velikem Slatniku in Križah v novomeški krajevni skupnosti Mali Slatnik gradijo kanalizacijski sistem. Obnovili pa bodo tudi vodovodnega. Oba projekta naj bi dokončali do septembra prihodnje leto. Na Velikem Slatniku novo kanalizacijo težko čakajo, nam je povedala ena od krajank. Kanalizacija je bila pa zelo potrebna. Smo imeli po vas grdo in rado imeli na urejeno tudi. Mi tlele smo imeli pa že itak. Od gnojnice se še zdaj ne vem, kako bodo zrihtali. Se bo kaj zrihtali, se ne bo. Doslej so se oskrbovali iz vaškega vodovoda. Mi smo imeli vse svoje račune in vse. Zdržvali sami vse. In zdaj pa so pa nič, noben ni nič povedal o tem, nič, samo vzeli so. Prišli ključe, vzeli, zaprli, pa smo se pa malo, se veste, malo prtli, ni bilo v redu vsem. Smo mogli pa še kazen plačati, tako da so nas ogoljufali. 5krat in vse se mi naredili. Zdaj pa spet plačati vse, ne. Zadeva je prišla tako daleč, da pač, če je več kot 50 odjemalcev, država ne dovoli več, da bi to delali vaški odbori ali kakorkoli že, mora prevzeti javno podjetje, pretlej to v Novem mestu pač komunala. Kot pravi Košmerl, nikoli niso nasprotovali posodobitvi vodovodnega sistema. Način, kakršnega si pa zadeva speljala, je pa tudi strani in mestne občine in komunale bil pa zelo nečloveški, nehuman, neljudski. Kakorkoli, naložba je v teku. Poleg kanalizacije z novim vodovodnim sistemom bodo zgradili vodohran in čistilno napravo. Območje obeh vasi sicer pokriva približno 80 gospodinjstev. Prav gotovo pa je perspektivno za poselitev v bodočnosti in temu primerno bo tudi celotna komunalna infrastruktura pripravljena. V prihodnje bodo sicer na novo zgrajeno čistilno napravo priključili še gospodinjstva na Potovem vrhu. Mirenski občinski svetniki so na včerajšnji seji občinskega sveta potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna. Proračun kljub temu tako na prihodkovni kot odhodkovni strani ostaja enak, približno 3,5 milijona evrov. Rebalans je bil potreben predvsem zaradi denarja, ki so ga prejeli po 23. členu zakona o financiranju občin. Namenili so ga za poslovno industrijsko cono na Mirni, saj za načrtovani vodovod Stara Gora Praprotnica niso pravočasno pridobili gradbenega dovoljenja. V samem rebalansu proračuna pa smo tudi preusmerili sredstva iz področja urejanja športnega parka za vodooskrbo in sicer za nabavo klorinatorjev zaradi potreb po čisti in zdravi vodi. V finančnem načrtu je predvideno tudi zadolževanje v višini $500 000 za različne projekte. Za takšen način zadolževanja so se odločili za to, da bi lahko izpeljali več projektov. Če kakšen projekt ne bo zaradi takega ali drugačnega razloga možno realizirati, lahko potem koristimo sredstva iz drugega projekta na osnovi zadolžitve in s tem skrbimo za bolj likvidno poslovanje na občini. V prvem polletju so sicer realizirali €1 milijon prihodkov in nekaj tisoč evrov več odhodkov. Realizacija je 30%, za kar ocenjujemo, da je skladno z realizacijami tudi po drugih občinah. Svetniki so sicer v prvi obravnavi potrdili tudi predlog, da bo povprečni komunalni prispevek za novo poslovno industrijsko cono Mirna za povprečen objekt znašal 30 000. Tudi šmarješki svetniki so na zadnji predpočitniški seji sprejeli rebalans proračuna. Za dobre 3% oziroma približno 110 000 evrov bodo tako nižji letošnji proračunski prihodki. Še nekoliko višje, 8% pa je znižanje na strani odhodkov. Največji izpad na strani prihodkov, ti v prvem letošnjem rebalansu po novem znašajo dobre 3 milijone evrov, v občinski upravi beležijo pri komunalnem prispevku, gre za 85 000 evrov. Preden je bil občinski podrobni prostorski načrt sprejet, je bilo veliko govora o tem, koliko se bo gradilo, da komaj čakajo že desetletja, da bodo gradili hiše, zdaj pa bom rekla tega samo za vzorec. Ker v občini lani niso zabeležili več kot 100 000 nočitev, bodo za 50 000 evrov nižji tudi dohodki iz naslova pavšalne turistične takse. Dobrih 300 000 evrov manj pa bo odhodkov, ki zdaj znašajo nekaj več kot 3,4 milijona evrov.
Zato, ker pač je izpadel projekt tematska pot vir življenjske energije, ker se je občina Šmarješke Toplice pritožila in bo pritožba rešena šele konec letošnjega leta, tako da je ta projekt v načrtu razvojnih programov za prihodnje leto. Poleg tega so vse naložbe, ki trenutno potekajo, uskladili z novim, višjim davkom na dodano vrednost, še dodaja županja. In pa vsi razpisi, kateri so bili izvedeni tudi za razpisno dokumentacijo, so nekako s tem rebalansom usklajeni z dejanskimi vrednostmi. Kot kaže pa letos, zaradi težav pri pridobivanju služnostnih pravic ne bo prišlo do med ostalimi krajani spodnje družinske vasi težko pričakovane rekonstrukcije državne ceste, kjer naj bi občina sočasno obnovila vodovod in zgradila kanalizacijsko omrežje. Sevniški malčki so dobili nova igrišča. Eno je med bloki v naselju Heroja Maroka, drugo v parku pri srednji šoli, tretje pa v novem naselju Drožanski. Občina je za igrala namenila dobrih 40 000 evrov. Varnih prostorov za igro in druženje so se ob starših razveselili tudi v vrtcu in prišli preizkusiti nova igrala. Ta urejanje teh igrišč kar nekaj stane, kajti igrala, ki so postavljena, morajo biti vsa atestirana, preverjena, kajti gre za javno uporabo. Strošek igrišč je drobtinica v primerjavi z denarjem, ki ga je občina zadnja leta namenila za otroško varstvo in odpravo čakalnih list. Glede na to, da je bil opis opravljen, ocenjujemo, da bodo vsi dobili vrtec in pripravljamo tudi odprtje oddelka na Studencu dodatnega. Tudi največji sevniški vrtec po dolgih letih čakalnih list končno lahko pokrije vse potrebe. Vsi, ki imajo pogoje, so sprejeti. Se pravi, da tisti, ki so stari 11 mesecev ali več, vseh otrok bomo imeli predvidoma 1. septembra 423. Prostorske stiske ni več, ne vidijo pa rešitve druge velike težave, s katero se soočajo. To je pomanjkanje logopeda. Zaradi velikega števila otrok je imel sevniški vrtec v preteklosti zaposlenega logopeda, a je pred leti ostal brez tega kadra. Zdaj delno je ta problem rešen na ta način, ker je zaposlena logopedinja v zdravstvenem domu v Sevnici, ne v celoti pač v deležu, kot jim pripada, tako da naši otroci hodijo tudi tja, vendar je pomanjkanje logopeda še vedno zelo aktualno. Tovrstnega kadra primanjkuje po celi Sloveniji. Morda bi bilo smiselno, da bi si ga skušala občina zagotoviti z razpisom v posavski štipendijski shemi. Selimo se na ceste. Stanje v prometu na območju policijske uprave Novo mesto, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, je zaskrbljujoče. Letos so namreč obravnavali že 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 9 oseb, v enakem obdobju lani pa 3. Zadnja se je zgodila v petek na Drnovem, ko je na avtocesti umrla voznica, ki je izstopila iz avtomobila. Težko bi našli skupni imenovalec letošnjih nesreč. Kategorije udeležencev, ki so izgubili življenje, so bile zelo različne. Izstopajo vozniki enoslednih motornih vozil. Obravnavali smo 4 takšne prometne nesreče, od tega so bili 3 vozniki motornih koles in pa 1 voznik kolesa z motorjem. V teh prometnih nesrečah sta umrli tudi 2 kolesarki, 2 pešca in pa 1 voznik osebnega avtomobila. Pogosta vzroka nesreč sta neupoštevanje hitrosti in alkohol. Hitrost je treba prilagoditi danim razmeram in sposobnostim, svetuje Zrilič. Neprilagojena hitrost je najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Tako kot sem omenil, ugotovili smo za 34% več kršitev povezanih s hitrostjo. Skupno smo v prvih 6 mesecih ugotovili preko 16 000 kršitev cestno-prometnih predpisov, kar je za 27% več. Kar 84% več kršitev kot v enakem obdobju lani pa je bilo povezanih z alkoholom. Pozornost voznikov preusmerjajo tudi različne sodobne naprave v avtomobilih. Voznikom in vsem ostalim udeležencem v cestnem prometu svetujem, da se med vožnjo osredotočajo samo na vožnjo in na promet na cesti in okoli ceste. Le tako bodo pravočasno zaznali vse ovire in moteče dejavnike, ki se lahko zgodijo, zaključuje Zrilič. V parku pred kulturnim centrom Janeza Trdine Društvo za razvijanje prostovoljnega dela že tradicionalno 11. leto zapored pripravlja otroški svet, ustvarjalni počitniški program za otroke. Tako živahno in ustvarjalno je tu v parku že ves julij.
Delavnice, ki potekajo vsak delovnik od 10. do 12. ure, so namenjene otrokom, ki želijo počitnice preživeti dejavno in ustvarjalno. Eksperimentiramo z različnimi tehnikami, z različnimi materiali. Otroci vsak dan domov odnesejo nov izdelek, nov zanimiv izdelek, vedno pa je tudi priložnost za igro in za druženje. Društvo želi s tem programom v prostor vnesti nove vsebine ter širiti možnosti izbire. Namen je, da otroci koristno preživijo svoj prosti čas, širijo svojo socialno mrežo, pridobivajo nova znanja in izkušnje. Delam različne stvari z domišljijo, ne delam čisto po pravilih, mečkam tudi improviziram. Naredil sem že veliko izdelkov, recimo kitajski šampan. Na delavnicah mi je zelo všeč, zaradi tega, ker se lahko družim s prijatelji in ustvarjam. Veliko novih stvari se naučim, pa rada zato, da preživljam počitnice, ker drugače bi mi bilo dolg čas. V veliko pomoč so jim tudi prostovoljci, ki pomagajo 12 strokovnim delavcem, ki so zaposleni v društvu. Vsak dan se jim pridruži od 5 do 10 prostovoljcev. Prostovoljka sem začela biti, kot sem že rekla, v srednji šoli, potem je pa samo društvo in delo z otroci tako potegnilo, da sem zadovoljna in vsako leto znova rada prihajam. Delavnico dnevno obišče prek 100 otrok vseh starosti. V današnjem zadnjem prispevku boste prišli na vrsto vsi ljubitelji malih živali. Saj vam v tokratni poletni rubriki Zanimivo zanimivi predstavljamo Draga Šulca, ljubiteljskega rejca kanarčkov. Nad pticami se je navdušil že kot otrok, a v tistih časih so lahko imeli le zunanje ptice. Pol kasneje, ko sem šel že v vajniško šolo, sem pa dobil en parček kanarčkov in od takrat neprekinjeno jih imam. Na začetku ni imel znanja o njihovem razmnoževanju, a z včlanitvijo v društvo malih živali Novo mesto je dobil informacije starejših rejcev in na koncu je prišlo do tega, da jih je imel tudi 100. In jih nimaš kam dajati, ne? Trgovine so prenasičene, doma imajo rajši papige, ker je bolj enostavno za oskrbo in tudi razmnožujejo se lažje. Kanarčki pa ne gredo. Čez poletje jih ima zunaj, saj so navajeni na te temperature. Poleg 30 kanarčkov ima še par avstralskih papig, ki se ravnokar pripravlja na gnezdenje. Ni njih vcajt zdaj, tako da verjetno ne bo nič. Ker potlej menjajo perje in takrat ni spolno zrela in jo ni več pripraviti za v gnezdu. Ker ona, ko neha valet, jajca se ohladijo in je konc. Poleti je treba vložiti veliko manj dela kot po zimi. Nekajkrat letno je potrebno čiščenje, jim enkrat na dan dati hrano ter nekajkrat dnevno zamenjati vodo. Najraje imajo konopljo, sem konopljo pa preveč redi in če so predebeli, se ne parijo tudi se ne razmnožujejo. Drugače pa zelenjavo doma, kar imamo po vrtu, jabolka, hruške, češnje. Parjenje se začne januarja za 2 gnezdi. V tem času jedo posebno hrano, kuhana kurja jajca, ki so lahko zmešana z drobtinicami ali otroško hrano. 14 dni traja, da opazim, da bi se samička parila. Pol pa nastavim gnezdo in material za gnezdo. In ono začne nanašati, tako 3-4 dni, ko je gnezdo narejeno. Vsak dan se za nekaj časa samički pridruži samček, dokler samička ne izleže prvega jajca. Nato pravega umakne in nadomesti z umetnim ter ga po 4 dneh vrne nazaj. S tem poskrbi, da se mladički izvalijo isti dan in prepreči, da bi starejši ptički pojedli hrano mlajšim. Zanimivi ljudje, zanimive živali, zanimive stvari. Vse skupaj predstavlja čudovit mozaik življenja, če ga kot takega znamo prepoznati. Hvala, ker ste bili z nami in prijeten preostanek večera. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj vročinskih neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevno od 29 do 33 stopinj. V petek in soboto bo sončno, vročina se bo še stopnjevala. Verjetnost popoldanskih neviht bo zelo majhna.